Domžale. Še nekaj desetletij nazaj, pred drugo svetovno vojno, so izgledale precej drugače. Peljemo se po Ljubljanski cesti. Desno, kjer je danes policijska postaja, je bila nekoč Slokarjeva hiša z gostilno in vrtno uto za goste. Spredaj, kjer je danes križišče, je bila nekdanja Turkova hiša s trgovino. Od 60 let dalje pa je bil v tej hiši fotografski studio Majhenič. Leta 1986 so Turkovo hišo zaradi preureditve ceste porušili. V ozadju za Turkovo hišo je bila Lukeževa hiša, južno od nje pa Sokolski dom, ki je stal tam, kjer je danes trgovina z elektrotehniko. Slovesno so ga odprli avgusta 1911. Načrte za to secesijsko stavbo je naredil Franc Ravnikar. V domu je bila lepa dvorana za kulturne in športne prireditve ter manjša knjižnica. V domu so bile že od leta 1926 tudi kino predstave. Med drugo svetovno vojno je bil dom požgan in po vojni ni bil obnovljen. Nekateri Domžalčani se Sokolskega doma, pa tudi kina v njem, še dobro spomnijo. Južno od Sokolskega doma so bile nizke hiše. Vzhodno, čez cesto, pa je bil vzdolž ceste Seničev vrt s sadnim drevjem. Tam, kjer je danes blok na Ljubljanski cesti 81, je bila trgovina Prsenic. Naprej pa je bil v smeri Bistrice Smrekov drevored. Rumena stavba pred nami, na desni, je vila Kurztaler, ki so jo okrog leta 1910 zgradili lastniki tirolskega slamnikarskega podjetja bratje Kurztaler. Njihova tovarna je bila v neposredni bližini čez cesto, kasneje bolj znana kot podjetje Alko, danes pa je na tem mestu parkirišče. Fotografija prikazuje stavbo imenovano Pri pošti. Naprej, kjer je danes upravno poslopje občine Domžale, je bila nekoč velika slamnikarska tovarna, ki so jo zgradili tirolski podjetniki v 70. letih 19. stoletja. Domačini so jo imenovali Nova fabrika, kasneje tudi Volkova tovarna. Na razglednici iz leta 1927 je spet restavracija Pri pošti. Ob njej sedanja občinska zgradba, nekdaj tovarna, v ozadju pa društveni dom, danes kulturni dom Franca Bernika. Vmes je še nepozidano polje. Na desni strani je spredaj Menartovo trgovsko poslopje, kjer je danes banka. Ter pogled na današnjo Kolodvorsko ulico.
Desno je stara domžalska osnovna šola, nekoč knjižnica, danes center za mlade. Stavba na levi je bila zgrajena konec 20. let 20. stoletja. V njej je gospod Praprotnik, ki se je preselil v Domžale, odprl trgovino z mešanim blagom in delavnico za motorje. Tu je bila tudi prva bencinska črpalka v Domžalah. Naprej je kulturni dom Franca Bernika, nekoč društveni dom, ki je bil zgrajen v secesijskem slogu leta 1910 po načrtih Franca Ravnikarja. V društvenem domu je delovala katoliško-vzgojna organizacija Orel. Sledi Flerinova lekarna, nekdanja Millerjeva vinska klet, ki je bila po vzoru panonskih vinskih kleti zgrajena v secesijskem slogu leta 1910, prav tako po načrtih Franca Ravnikarja. Konec februarja 1945 je bila v bombnem napadu poškodovana marsikatera stavba v Domžalah. Na stavbi današnje občine, kjer je bila tudi ambulanta, je bila na primer povsem porušena streha. Stavba desno, imenovana Pri pošti, je bila zgrajena kot sodobno gostinsko poslopje s prenočišči, vinsko kletjo, ledenico za hlajenje svežega piva in prvim sodobnim kegljiščem na Kranjskem. Ker je bilo to do takrat edino gostišče s prenočišči, so ga imenovali hotel. Pozneje se je v spodnji del stavbe vselila pošta, kar je botrovalo novemu poimenovanju Pri pošti. Kasneje je bila v stavbi tudi restavracija. Naravnost na mestu, kjer je danes križišče, je pred drugo svetovno vojno stala baraka, ki je bila med vojno podrta. Za njo pa vidimo Flerinovo in Kajfeževo hišo. Levo je Cerarjeva hiša, kjer je bila pred prvo svetovno vojno nemška šola za pouk tirolskih Nemcev. Tu je verouk poučeval Franc Bernik. Po prvi svetovni vojni je hišo kupil Janez Cerar. Leta 1926 pa je v tej stavbi začela poslovati prva domžalska banka, podružnica Zagrebške komercialne banke. Na desni strani je nekdanja Kuraltova, pozneje Kajfeževa domačija. V poslopjih pred dimnikom in ob njem je bila včasih slamnikarska tovarna bratov Kurztaler, Domžalčanom pa je bolj v spominu kot podjetje Alko. Sedaj je tu parkirni prostor in tržnica. Levo je že omenjena vila Kurztaler. Nasproti nje čez cesto, kjer je danes avtobusna postaja Predvele, pa je bila ena najstarejših domžalskih gostiln Pri Jožetu. Kot že rečeno, so bile levo ob cesti nizke hiše, desno pa Seničev vrt. Animacija na levi strani spet prikazuje Sokolski dom.
Naravnost, kjer je danes križišče, je stala Turkova hiša, desno pa Slokarjeva gostilna. Gostilna Keber je najstarejša gostilna v Domžalah. Ustanovljena je bila v letu 1785 in je edina stara gostilna v Domžalah, ki se je ohranila.